Današnjo avtomobilnost so nam pomagali soustvariti vaši sogledalci, tisti, ki so bili izžrebani za zimski vozniški trening v Planici. S svojimi besedami vam bodo prenesli, kar so se tam naučili. Strokovnjaki ocenjujejo, da bomo v prihodnjih 5 letih morda res začeli kupovati avtomobile kar prek spleta, a ne tako, kot si obetate. In testi T-Roc, Koleos in Hilux. Pozdravljeni v avtomobilnosti in v nordijskem centru Planica, kjer smo ponovno z vami v zimskih razmerah iskali meje elektronskih sistemov, 4-kolesnega pogona in vozniške spretnosti. Na poligonu, ki je najboljši približek tega, kar lahko v vozniškem smislu po zimi okusimo samo na Finskem. Nekaj tega smo prinesli tudi v Planico. No, spoznali ste že tiste heroje, ki so nam pomagali pripraviti sam poligon, da smo lahko izvajali vse tiste vaje in spretnosti, za katere je potrebno malo več stabilizacije, malo več elektronike in pa nizke temperature in včasih tudi kanček poguma. No, danes bomo tudi spoznali, kako je tistih nekaj srečnežev, ki ste izpolnili naš anketar na MMC-ju, na Zavihko avtomobilnost in ki vas je srečni žreb izbral, uživalo v dnevu zimskih radosti v Planici. Ustvarjalci avtomobilnosti redno izvajamo najrazličnejše vozniške delavnice, s katerimi vam pomagamo dvigniti nivo vozniških veščin. In stalnica v naši ponudbi je zimski vozniški trening, ki ga zdaj že 4. leto zapored organiziramo na ledenem poligonu pod planiškimi letalnicami. A kakšna je vsebina naše delavnice? No, to smo vam že lanskega februarja ponudili z besedami našega hišnega inštruktorja Andreja Brgleza. Tokrat pa vam bodo, kaj tukaj učimo, s svojimi besedami predali letošnji nagrajenci. Ko je sneg, prvi sneg, gremo na prvo parkirišče in takele stvari počnemo. Je pa res, da tle je quattro in je malo druga zgodba. Ne. Tle moraš pa gas dodati, zato da te potegnejo še, da primajo še zadnje gume in da povlečejo ven iz ovinka. Dostikrat pomaga več gasa na mesto manj. Da ne zaviraš takrat, ko treba pritisniti na gas. 3, 4, 5. Tako še manj. Kaj je bilo novega? Ta izkušnja 4-kolesnega pogona mene je fascinirala, rečemo, kako elektronka deluje na avto. Lahko ga še tako preganjaš, ti poskuša, rečemo, 80% držati smer. Vsak kolo ima svojo funkcijo. En se hitreje obrača, drug počasneje. Vsak kolo posebej. Čutiš, da nekaj bremza. Čutiš, kako guma dela na recimo cestišču. Težko, da bi lahko tako dobro vozil brez elektronike. To je že tako pol računalnik, bi rekel. Ne moreš verjeti, kaj lahko ti avto vse pomaga pri vožnji. Dober avto veliko naredi. Tehnologija veliko pomaga. Če znaš vsaj malo s tem, bi rekel, s to tehnologijo govoriti, ta jezik, kot je gospod Andrej rekel, če znaš jezik avtomobila, da se dosti lažje lahko v takih nelagodnih situacijah znajdeš. Najbolj fascinantno je bilo tisto, ko smo se spustili po hribu, ne vem, je bil 20 stopinj plus, kako praktično samo z volanom, ki ga malo pomagaš obrniti in te pripelje po hribu brez problema navzdol. Z ročnim, po moje, ni variante, da prideš. Samo spustiš se po klancu in ti sam avto vse naredi dejansko. Ko pri pametnih telefonih se že govori, da so že skoraj bolj pametni od nas. Meni je bilo najbolj fascinantno, ker se bojim navzdol peljati. In tle je bil hrib in polsko in led in če ne bi inštruktor rekel pejt, ne, sploh se ne bi upala. In rekel spusti vse, ja ne, moram bremzati, ne, nič. In avto res se sam naredi in brez problema. Še manj, čakaj. Tega. Predpogoj, to je pa pravilno sedenje, pravilni položaj za volanom. Seveda v avtošoli ti nihče ne pove, kakšen kot noge mora biti, če recimo pritisneš na zavoro ali pa na sklopko, ali kako si odmeriš dolžino do volana.
Roka mora biti, se pravi zapestje, moraš imeti na vrh volana, ker jaz sem navajena, da majčkeno bolj ležim. Pravilno sedenje, ni tisto, da si stegnen, pa frajarsko voziš. Da nismo v tisti, bi rekel, coni udobja v sedežu. Ampak dejansko, da vidiš, da se opreš na zadnji del in da vidiš, da imaš noge pravilno pokrčene. Pomembno je, če pride do trka, da se ne zlomi. Volan si moraš dati dosti nizko, da imaš res pregled naprej. Da ti lahko zelo hitro premikaš roke. Ne? Držiš volan tako in pol probaš z občutkom, glede na kolesa. Moraš biti pa nežen, tako, ne smeš biti grob, no. Pa hitro z glavo razmišljati. Jaz sem recimo malo prepočasna v ovinkih. Kar nas zanaša, da gledamo v smer, kam gledamo in potem nas tudi avto dokaj pele. Gledati iz ovinka, to je najbolj pomembno, oziroma tam, kjer imaš pot, da lahko greš ven, da najdeš rešitev. Pravilno sediš v avtu, bolj občutiš avto in takoj začutiš, ko nekam avto gre, ki je zadnji konc, preden konc. Moraš biti tisto, da si v bistvu ukleščeno sedeš, ker se mi zdi, da je polje pa res tisto občutek, ko ti avto reče zdaj pa tja. Od dlani proti hrbtenici in na dlaneh, v riti, v stegnih, na ramenih. Cel telo ti dela. Mislim, res čutiš in v nogah in v hrbtu, da avto dela. In tako v bistvu po celem telesu dejansko začneš govoriti jezik avta, bi rekel. Skupaj nazaj, gas, pa na drugo stran, odlično, super. Super je, zato ker tukaj te inštruktorji pohvalijo, da imam nek feeling, no, in to mi je ful dober. Doma pa slišiš samo to, nisi prav naredila to. Taki dogodki, ki so danes, so perfektni. Vse je bilo novo. V kateri fazi ovinka recimo je potrebno dodajati plin, v kateri fazi odvzemati, kako volan obračati, kdaj kontrazaviti, zato da se boš rešil, recimo, da boš zopet ravno peljal. To so vse take stvari, ki pač nekdo ti jih mora povedati. Jaz veliko spremljam te stvari. Jaz v bistvu nisem kaj dosti novega izvedel, zato ker sem tudi lansko oddajo gledal. Ampak načeloma je tako, da če ti nekdo pove, nimaš kaj dosti od tega. Moraš probati. Je koristno definitivno, ker se znaš potem znajti na cesti. Ker jaz, ne vem, jaz pripeljem v ovink, to bo šlo. Lepo vseeno ti dajo neka navodila, nek občutek dobiš. Hvala, super, je bilo, fajn ekipa ste. Kaj ne rečem, dobro delate, meni je všeč oddaja. Veliko te na netu pogledam, dostikrat imate kakšno mnenje, ki se čist ne strinjam, ampak načeloma super. Moj je rekel, da je to za Valentinovo, tako da super se je potrudil. Pa je rekel, da je vse sam plačal. A bo zvozil? Bo, mislim, da ne bo najel povozil. Vidim, jaz slišam. Francozi so res kreativni. Kako učinkovito znajo isti izdelek z novo embalažo spremeniti v nekaj, kar vzbuja povsem nove občutke. No, tega res ne zna vsakdo. V osnovi je namreč Koleos zgor podaljšani Nissan Qashqai, se pravi povečani Renault Kadjar, torej Renaultova verzija Nissana X-Traila. Ko to omenimo, je marsikdo začuden in že samo zaradi tega dejstva je Renaultevcem treba podeliti nagrado. In ja, seveda ima novi Renault svoje ime, a v bistvu dokaj neposrečeno, kajti predhodnik z istim imenom je bil v resnici precej nezanimiv, nepraktičen in sploh nepriporočljiv korejski Samsung. Ja, Samsung je tudi ena od Renaultovih znamk avtomobilov. Da se starega Koleosa nihče ne spomni, je v bistvu dobra novica za Renault. Je pa novi Koleos tako pompozen, tako mogočen, tako zelo prestižen, da v hipu pozabiš, da je Renault na področju SUV-ev samo vajenec, ki pa se uči od mojstra Nissana. A vozne lastnosti, še zlasti na slabih podlagah, so v bistvu manj pomembne. Koleosa bodo namreč kupci izbrali zaradi tistih kompetenc, ki jih Renault bolj obvlada kot Nissan. To sta udobje in šarm. V kabini je recimo Koleos mnogo privlačnejši in v vsem bolj ugleden kot recimo X-Trail.
V Koleosovi kabini se počutiš približno tako nobel kot v Espacu Iniciale Paris. Udobno se sedi tudi na zadnjih sedežih, Koleos je odlična prestižna direktorska potovalna ladja. Ni pa tudi družinska alternativa, kar bi lahko enostavno bil, če bi recimo dodatne centimetre nadgradili s praktičnostjo, z možnostjo pomikanja zadnje klopi in z namestitvijo dodatnih zložljivih sedežev v prtljažnik, kar je vse bolj običajno tudi pri takšnih velikih terencih. Koleos svojo superiornost pred recimo Kadžarjem kaže tudi z večjim 2-litrskim dizelskim motorjem namesto zgolj 1,6 litrskega. Seveda ne, ker bi to potreboval. Menjalnik pa je sploh največje presenečenje. Gre za Nissanov CVT X-Tronic menjalnik, ki pa je za razliko od vseh drugih tovrstnih brezstopenjskih oziroma neskončno stopenjskih menjalnikov v resnici tak, da se da z njim prav v redu shajati. Ima namreč dobro razvito elektronsko pamet, ki nekako simulira klasično prestavljanje. Kaj lahko se zato pripeti, da morda celo ne boste niti pogruntali, da gre za CVT. V drugem delu oddaje vam ponujamo zgodbo o digitalizaciji nakupnih navad. Na Valiconu in Ipromu namreč ocenjujejo, da prave spremembe šele prihajajo. Začela pa jih bo majska uredba, s katero boste lahko svoje osebne podatke trgovcem celo prodali. Tu so ženevske novosti, pa tudi testa vročega T-Rocka in Hiluxa, ki razumu jemlje tehtne argumente. V letošnji sezoni smo spoznali že kar nekaj novih malčkov in malčki so, roko na srce, vroča roba. Vroča roba pa so tudi SUV in tokrat vam predstavljamo malega mestnega terenca novega Volkswagenovega T-Rocka. Ni dinozaver T-Rex, niti ni T-Rock, ampak je T-Rock. Črka T je tu zato, da lahko vlečemo vzporednico s Tiguanom ali celo z novim Tuaregom. Rock pa zato, da avto asocira na nekaj močnega, mogočnega, trdnega, divjega, skratka T-Rock hoče biti monstrum. Zato je obdan z ostrimi potezami, nastopaškimi obrobami koles, visokimi bočnimi linijami. A zakaj neobičajno veliko besed namenjamo obliki? No, ta je bistvenega pomena v razredu, v katerega spada T-Rock. Obdali so ga z malo plastike, pa so takoj dvignili ceno za par jurjev. S takšnimi in podobnimi komentarji se soočajo vsi novodobni mali SUV-ji in moramo priznati, da se v našem uredništvu z njimi kar strinjamo. Pa čeprav vemo, da s tem ne bomo ničesar spremenili, ljudje po Evropi pravzaprav kar po vsem svetu na to dodatno plastiko pač padejo in teh 5 preplačenih jurjev množično plačujejo. In le zakaj bi se avtomobilski proizvajalci držali nazaj, če pa kupci šminke obstajajo. Komentar seveda velja tudi za T-Rocka, kajti v svoji osnovi je res samo s plastiko obdan malček. A prav v izrazu malček se skriva bistvena, pravzaprav ključna značilnost T-Rocka. Avto je namreč bolj prostoren, bolj udoben, skratka bolj uporaben od na primer Volkswagena Pola, s katerim ga primerjamo zaradi razreda, v katerega spada. T-Rock je namreč v praksi bolj golf kot pa polo. Je tudi bolj prostoren od na primer Seatove Arone, še enega koncernskega malega SUV-ja. Razlike so majhne, a toliko občutne, da vplivajo na odločitev. V času testa smo recimo srečali par, ki se mu Arona zdi premajhna, T-Rock pač ne. Zanimiva je tudi primerjava z Audijem Q2, tesnim sorodnikom T-Rocka. Audi bo namreč svoje kupce ulovil zgolj s prestižem, noben pa ne bo komentiral, da je prostoren. A vrnimo se k komentarjem o plastiki in tisočakih. T-Rock ga s svojo prostornostjo negira, ne pa tudi z voznimi lastnostmi in opremo. Zato je ta komentar tudi T-Rockova največja mora. Če smo torej pri Polu komentirali, da ponuja veliko za sprejemljiv denar, tega tu ne moremo. Pa smo vseeno prepričani, da prav veliko kupcev to ne bo motilo. Gospodarska rast in potrošniška klima se izboljšujeta, ne? To vemo. Spet imamo nekaj več denarja, spet si upamo več zapraviti, spet kupujemo avtomobile. Je pa ta
kriza, ki nas je prisilila v proces racionalizacije nakupnega vedenja, pustila pečat za sabo. In sicer racionalizacija pri nakupnem vedenju je ostala. Pred nakupom se zelo temeljito informiramo in zelo temeljito pretehtamo različne faktorje, preden se dejansko odločimo, preden zaključimo nakup. Enako kot v letu 2012 uporabniki zelo racionalno pristopajo k nakupu, je pa res, da je dostopnost informacij bistveno lažja. Če primerjamo dostopnost v bistvu do spleta preko mobilnih naprav v letu 2012, ki je bila 7%, oziroma v 2017, ki je kar dobrih 56%, vidimo porast uporabe tehnologije in seveda tudi vpliv. Telefon je namreč postal first screen, tista stična točka, kjer uporabniki začnejo z raziskovalno fazo. Toda raziskava Iproma in Valicona je še enkrat potrdila, da je nakup avtomobila precej drugačen kot nakup na primer cenejše zabavne elektronike. Pa sploh ne samo zaradi tega, ker je avto drag in ga smatramo za življenjsko odločitev. Malo je krivo to, da avto želimo pred nakupom občutiti. Malo pa dejstvo, da že sam izračun dejanskih stroškov zaradi kompleksnosti podatkov ni moč izračunati prek spletnih aplikacij. Gre za to, da ti prideš v salon, se pogaja tudi za ceno. Se vemo, dobiš komplet zimskih gum, dobiš servis. Marsikaj se da ena na ena dogovoriti, kar se mogoče preko spleta neko pavšalno ponudbo ne da. Podobno kot pri kreditih, se vedno tisti final del naredi ena na ena. Zanimivo je, da je še v prejšnjem tisočletju Fiat eksperimentiral med prvimi sploh z internetnim nakupom avtomobila. Ampak takrat se to ni prijelo, morda se bo kaj bolj prijelo, morda smo kupci bolj pripravljeni na te čase, ko klikneš in kupiš avto kar direktno prek interneta zdaj, ko Fiat na nek način eksperimentira s spletnim gigantom Amazonom. Da bi si lahko Fiat že kaj kmalu obetal dobre rezultate, je seveda nemogoče pričakovati. Lahko pa smo prepričani, da si bomo v prihodnosti našo mobilnost vendarle kupili prek spleta. Našo mobilnost, ne pa nujno tudi avto. Ta hip sicer ne kaže, da bo pri tem pomembno vlogo igral Amazon, toda njegovi trženjsko-oglaševalski prijemi kažejo na izjemno pomembno vlogo podatkov. Vemo, da smo v dobi podatkov, big data. Naloga agencij oziroma tudi naročnikov je, da ta big data, se pravi vse podatke, ki jih imajo o svojih uporabnikih, pretvorijo v smart data, v pametne podatke, ki jih lahko uporabljajo potem za personalizirano nagovarjanje ali pa boljše ciljanje svoje potencialne ciljne grupe. Premalo izkoriščamo same podatke, ki jih imamo že tako na voljo. Jaz opažam, da je to dosti velik problem v Sloveniji, da sicer podatki so, ampak so pa razdrobljeni, niso povezani med sabo. Zelo malo je takih, ki imajo res to urejeno, pa znajo priti hitro do podatkov, pa jih uporabiti v te namene. V katere namene? No, za namene oglaševanja seveda. Nakupni proces je kompleksen, ni linearen. Mi lahko nakupni proces prekinemo, pa nič ne počnemo en mesec, pa potem nadaljujemo naprej. Ne? Če se jaz vsakeč, ko pridem v spletno trgovino, pa da sem tudi prijavljen noter, ne, bi lahko načeloma spletni trgovec tudi spremljal moje gibanje po spletni trgovini, tudi če nič ne kupam. Mi smo lahko v tem času izpostavljeni oglasov. Ne. Ko mi kupujemo, smo bolj dojemljivi za oglase iz okolja in jih prej opazimo. Ne. Prehajamo torej v sivo cono, ki pa bo od maja naprej bolj urejena. Mi konkretno nimamo osebnih podatkov, recimo Leon Brenčič, ampak imamo nek ID, se pravi, ta računalnik je iskal to, ta računalnik zanima to. V primeru Google in Facebooka seveda oni vejo vse. Maja pride nova zakonodaja oziroma evropska direktiva GDPR, ki zapravo za vsak podatek boš mogel dobiti privoljenje od končnega uporabnika. Mi to sicer ne vidimo kot grožnjo, to je priložnost, ne? Zato ker končno bojo podatki, osebni podatki in podatki o uporabnikih dobili neko vrednost. Jih bojo začeli tudi, cel trg jih bo začel ceniti, ne? Tudi uporabniki sami jih bojo začeli ceniti. Mi mislimo celo, da bo postal, ne vem, kakšen bi bil slovenski asset. To se pravi, dobil bo vrednost in se ga bo dal nek osebni podatek vrednotiti in ga bo lahko potrošnik, recimo enkrat v prihodnosti, bo rekel prav, prodam ti moje podatke, da jih lahko obdeluješ. Ampak mi boš za to plačal.
Morda v denarju, v bitcoinih, še bolj verjetno pa v obliki boljših nakupnih pogojev, posebnih dogodkov, ugodnosti pri servisih, pri raznih najemih nadomestnih vozil. Seveda samo za tiste, ki bodo privolili v uporabo naših podatkov. Ko bosta torej čez 5 let, ko Valicon in Niprom spet preučevala naše digitalne nakupne navade, bodo že samo zaradi te evropske odredbe njune ugotovitve zagotovo precej drugačne. Zdaj pa gre za res, namreč euforija predstavljanja ženevskih novosti. Začnimo s SID-om. Zdaj ga boste vsaj znali zapisati, po novem se ga piše brez nepotrebnih znakov. Ukinjajo pa tudi 3-vratno verzijo Pro-SID. Avto v resnici deluje ostro in nastopaško. Marsikatero linijo poznamo Stingerja, a morda smo vendarle pričakovali še bolj drzne linije. In ja, tudi elektrificirana verzija bo. Divjih linij bo tudi novi Peugeot 508. V skladu s siceršnjimi trendi v avtomobilski industriji tudi 508 ne bo več klasična limuzina, ampak bo postal 5-vratni kupé. Pri Peugeotu pravijo, da to zato, ker prav 508 vodi pomikanje te francoske znamke v premijski segment. Peugeot bo predstavil tudi novega partnerja. O njem nekaj dejstev že vemo, saj so zunaj prve fotografije partnerju enakega Berlinga. Seveda ima tudi ta tiste klasične kaktusove bodice na vratih. Napovedan pa je že 3. trojček, Opel Combo. Ta ne bo več licenčni Fiat Doblo. Preselimo se v daljno Azijo. Na avtomobilski zemljevid namreč vstopa Vietnam, avtomobile pa jim bo oblikovala znana dizajnerska hiša Pininfarina. Land Rover pa je izpeljal še en podvig. Potrkali so na nebeška vrata, seveda tista na Kitajskem. No, mi menimo, da podvig še bolj kot učinkovitost 4-kolesnega pogona dokazuje kakovost gradnje tega stopnišča do nebes. 2-tonska zverina stopnic namreč ni niti malo poškodovala. Uspeh na račun stare slave pa bodo skušali doseči tudi Italijani. Odprli so uradni tovarniški oddelek za restavracijo starih legendarnih Alf in Fiatov. Eni si jih zgolj želijo, eni se jih bojijo, kdor pa si ga kupi, verjetno z njim zelo dobro shaja. Vsak dan. In ne samo v Namibiji, Keniji, sredi Avstralije ali na vrhu Tibeta. Tudi ne samo v Iraku, Afganistanu ali Siriji in drugih državah z vojsko na vsakem koraku. Celo tu v Evropi, kjer imamo ceste asfaltirane in kmetijske parcele majhne, so terenski pick-upi vse bolj iskana roba. Seveda je v naših krajih manj tistih, ki takšne sorte avte resnično potrebujejo. Kot recimo službe, gozdarske, elektroinstalacijske, gorske, kupujejo jih gasilci, lovci in kmetje. Oni so tisti, ki so krivi, da ta vozila pri nas klasificiramo kot lahka gospodarska vozila in jih pod drugačnimi pogoji tudi registriramo. A v resnici bi verjetno morali pick-upe razdeliti v 2 kategoriji. Na tiste za službeno in tiste za domačo rabo. Tako kot smo to storili pri družinskih kombijih. Kajti takšen pick-up, kot je novodobni Hilux, res ni več samo delovni stroj. Ob tej izjavi se sicer zdi ironično, da je Toyota ob zadnji prenovi Hiluxa izboljšala predvsem s pogledom na Afričane in Avstralce, torej v lastnostih, ki ga delajo še bolj klenega, terensko in tovorno zmogljivejšega, pridobili smo namreč tudi vsi Slovenci, ki redno obiskujemo trgovine za domače mojstre, vsi, ki imamo doma sadovnjak, velik vrt, kos gozda ali pa samo majhno delavnico, v kateri obdelujemo les ali pa šraufamo različne stroje. Res je, tiste plohe, vreče gnojila, sadike ali pa stroje bi res lahko prepeljali tudi na kak drug način. A novi Hilux je resnično postal dovolj sprejemljivo udoben. Vsakdanje uporaben delovni stroj. Med testiranjem se ni pritoževal niti en član, tudi v 5-članski družini. Celo na zadnji klopi je namreč prostora dovolj. In vsakodnevni rabi ustreza tudi vsa tehnika. V kabini je dovolj tiho, motor ves čas deluje brez napora, samodejni menjalnik je nežen, poraba z 8 litri sploh ne pretirana, celo manevriranje in parkiranje takšnega orjaka ni več nočna mora, kot je bilo to recimo še pred desetletjem.
Če povzamemo, novi Hilux je končno takšen, da se lahko čustvom prepustimo, ne da bi racionalna plat imela dovolj tehtne argumente za ugovarjanje. Kako pomemben je internet tudi za avtomobilsko industrijo, pa pove podatek, da smo včasih, ko smo se odločali za nakup novega avtomobila, obiskali kar 4, celo do 5 različnih prodajnih salonov. Danes, ko je modelov na trgu še bistveno več, pa največjo selekcijo naredimo kar doma, od doma na internetu in izločimo večino konkurence in na koncu obiščemo samo še 1 do 2 prodajna salona. No in tu imamo nalogo za vas, dragi gledalci in gledalke. In sicer želimo si vaše mnenje, kako uporabne so spletne strani, kjer gledate oziroma kjer se odločate o tem, kako boste opremili avto, kateri avto boste pravzaprav kupili. So vam všeč iskalniki, je dovolj tistih možnosti, ki jih lahko pri dodatni opremi odkljukate, ali vas kdaj kaj zmede oziroma vam je odveč, mogoče preveč vsega, ne? Ja, in datoteke, ki jih je treba prenašati na svoj računalnik, potem to sprintati, obkroževati in se potem znova s cenikom oglasiti pri samem prodajalcu. Veseli bomo vašega mnenja, zato si želimo, da nam pišete na info@avtomobilnost.si, komentirate pod članek na MMC-ju, poševnica avtomobilnost, in pa seveda komentirate pod post na Facebooku ali Instagramu. S tem bomo dobili prepotreben feedback, ko se bomo lotili naše raziskave o tem, kako dobri so spletni konfiguratorji in kako dobre so spletne strani, ki omogočajo nakup samega avtomobila. Se vidimo spet prihodnji četrtek.